S tem, ko boste to naredili, se država odreče 800 milijonom v proračunu, ki bi jih lahko uporabljala za pametne stvari. Lahko bi jih uporabljala za gradnjo javnih najemnih stanovanj. To je rešitev na stanovanjsko krizo, ne pa upanje, da če boste znižali davek na nepremičnine, bodo pa ljudje začeli stanovanja dajati v najem. Pa lepo vas prosim, danes se ta stanovanja prodajajo kot čisto zlato tukaj okrog. Mislim, se dobesedno vsaka luknja za 60 tisoč evrov proda. Malo poglejte na nepremičnine.net, pa boste videli, kakšno je stanje. Država potrebuje javno stanovanjsko gradnjo in te gradnje ne bo, če pristanemo na ta davek. Drugič, država potrebuje ozelenitev. Mi moramo priti do solarizacije Slovenije, za katero ne bo denarja, če pristanemo na dohodnino. Država potrebuje modernizirati zdravstveni sistem, zato ne bo denarja, če se to gremo in tako dalje. Ne? In vem, v naši državi smo navajeni, da ko gremo k zdravniku ali pa pošljemo otroke v šolo, je to načeloma zastonj. Ampak to ni samoumevno. Če bomo pač uničili proračun s takimi predlogi, tudi to ne bo več samoumevno v prihodnosti.